Iz tega vidika bi lahko sprostili ne vem koliko zemljišč, bi so predelali ful ogromno več hrane, pač joj ni dovolj zemlje je dovolj, samo vprašanje je, kako jo uporabiš. Samo curk. Folk je ves čas bombardiran z marketingom, ki pokaže, ne vem, neke kravice na nekih planjavah, ne. Embalaža kuro je vedno na neki travi. Pismo res je, ampak tega, ne. To je še vedno taka ful naravna zadeva, ono tretje, za živali se lepo poskrbi, ne. Vidiš kakšen video in pol si zgrožen in pol gre to mimo, tako kot z večino stvari danes, ne. Direktno si nasprotuje dobrobit živali in to, koliko lahko ti žival izkoristiš, za čim manj inputa, da boš iz nje čim več denarja dobil, ne. V Sloveniji recimo so reje manjše, ne. Ja, se pri nas so reje manjše, ampak ni to point. Point je, kakšna je tehnologija reje. Pridelava hrane, to naj bi bila osnova, to bi morala vsaka država imeti porihtano v nulo. Je celo življenje v žičnati kletki, prostora ima v bistvu za en A4 list papirja. To je tako, da bi človek celo življenje v enem Dixiju živel. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subscribate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Jaz mislim, da je kar gutno. A veš, gre za neko tako tematiko danes, ki se še iskreno nisem niti jaz v njej pogovarjal, niti jo nisem nikoli preveč resno jemal, ne? Ker se mi zdi, da gre tako, se prav govoriva o nehumani reji, ne? in teh zadevah. Velikrat vidiš kakšen video, ko, ne? In pol si zgrožen in popizdiš in pol gre to mimo. Tako kot z večino stvari danes, ne? Ti si pa nekdo, ki se je odločil, da ne bo šlo mimo. Ja. In sem želel, se mi je zdel dober, da sedim s takim človekom, pa da mi malo poveš. Tako, kako ti dojemaš vso to sceno, kdo sploh si v resnici. Tako da ne vem, jaz bi predlagal, glede na to, da te niti jaz ne poznam, niti večina ljudi po moje, ki bo to gledal, da narediš nekak tak tutorial, kako bi se ti upisal, no? Kaj mi že snemal? Ja, itak, to je že vse. Da res, okej? Ja, valjda. Vse si rekel, da izgleda, da bo easy, tako da. Okej. Zakaj, tutorial, zdaj moram narediti, kaj... Se ti lahko ti malo pomagam. Te pa pomagaj. Lahko ti malo pomagam. S čim se trenutno ukvarjaš? V bistvu, lahko klezeš, ne. S čim se trenutno ukvarjaš, pa boš šla pol malo nazaj, malo naprej. Okej, zdaj trenutno dejansko pripravljam novo kampanjo, ampak ja, finta je v tem, da mi kot aktivisti za živali smo se odločili, da bomo delali kampanje. Se pravi, omenil si te posnetke, ne, da to ljudje vidijo in potem si zgrožen. Ja, mogoče bo nekdo neke prehranjevalne navade spremenil, ampak večinoma bo šlo mimo, ne. Tako da mi smo pa pač bili, nekaj časa smo dejansko delali samo to in smo bili prvi v Sloveniji, ki delamo to, da objavljamo posnetke iz lokalne pač živinoreje, pa klavnic pa tak dalje in smo to lansirali v medije, v javnost in je bilo pač joj, kaj je to res tu v Sloveniji, tu pri nas, kako je to bedno, kako je to slabo, kaj narediti, ono tretje. In to smo naredili 3-krat, ne, potem pa smo ugotovili, vrejo, če to samo ti pošleš ven v javnost in mislim, ko smo, recimo, to smo 3 velike objave smo imeli. Eno je bila prašičereja Ljutomerčan, tam se je pokazalo pač, kako izgleda v bistvu prašičereja, kako je vzreja malih pujskov, ne, potem pa še 2 klavnici, ne. In ja, vedno se je ustvaril neki narativ potem v medijih in nikoli ni bilo ponujene nobene rešitve, ne. Tako da slej ko prej izvenelo, tako da potem smo se odločili, dajmo se to resno lotiti, dajmo te imeti neke jasne zahteve, ampak realistične zahteve. Realistične glede na to, kako trenutno svet deluje, ne, pač kako se večina folka obnaša, kak je odnos ima do živali, ono tretje. Dajmo te vsaj neke pogoje izboljšati, vsaj neke stvari porihtati. Tako da v bistvu smo šli, za že 2 leti nazaj smo se odločili, da bomo imeli kampanjo, ki se je imenovala Slovenija proti kletkam, da se pač vsaj prepove baterijska reja kokoš in nesnic, ne, to je jajčna industrija,
in da se prepove ukleščanje mater svin v kletke, ker se pač to ne morejo premikati. Da nam preč govoril. Ja, ne, mislim, hvala ti za intro. Bolj me mogoče zdaj malo vleče v eno vprašanje in sicer prej greva na te, da malo meni orišeš, kako to zgleda, ne, pa mislim, kaj si opazil. Da me zanima najprej, kdaj si mogoče prvič začutil en tak klic po aktivizmu za živali, a se mogoče spomniš? Joj, to je tako, to je ful težko vprašanje, ne. Ker potem si lahko začneš samo v sebi neki mit ustvarjati, pa tako dalje, ne, in neki narativ žgati. Ampak, pač, jaz bi ločil dve stvari, da sem začutil živali, da sem začutil, da je treba delati aktivizem. To je, mislim, da prišlo kaj ločeno tak živali, mislim, že od otroštva. Je bila neka empatija, ne, pa je bilo, če neka osa padla v kozarec, jo rešiš, valjda, če neki bogi ptič bil tam, ga probaš rešiti, pač sama sem na nekem podeželju gor zrastel, pa sem imel dosti stika z živalmi. Psa smo imeli, vedno bo je bilo Kori ime, vedno je bil črni labradorec. Ja, in ja, ne vem, pa zdaj nam rekel, mogoče je prišlo kao od fotra, vem, da to neko, to usmiljenje pa take zadeve, ne vem, spomnim se dokaj živo, da je neki vrabec mladi padel, pa da se ni mogel premikati in da nič ni bilo, pa je pač foter bil tak poskrbi za njega. Kako naj poskrbi za njega? Ja, pač ubij ga, ne. Tako da, sicer je bil drugačen pristop, ne, ampak je pa bila vseeno nekako je izhajalo iz tega, da pač nekaj moraš narediti. Opaziš, vidiš nekaj. Ja, nekaj opaziš, vidiš, boš porihtal. In zdaj, če, ne vem, sicer sem bil 10 let, recimo, da sem presodil, da oziroma foter mi je rekel, da nič ne gre narediti, s totim vrabcem se ga vrglo, da kdo je pa obstrelila. Ampak, ja, ne vem, zakaj sem zdaj šel v to. Kakorkoli, potem v srednji šoli se spomnim, da sem imel eno učiteljico likovne, je bila vegetarijanka, ona nas je nekaj vpletovala v to, nekaj je bilo diskurza o živali, ampak se me ni zares dotaknil. Potem sem imel punco v srednji, ki je kasneje postala žena, zdaj bivša žena. Ona je bila v bistvu ves čas vegetarijanka, ampak se nikoli nismo menili o tem, pač je bilo tudi tako, čisto, ampak nekako je vseeno mogoče vplivalo na mene. Tako da, da malo skrajšam zadevo, kako je prišlo do aktivizma. To pa je bilo, ko sem, en taki premik je bil, ko sem bil na izmenjavi v Cambridgeu, sem šel pač tam delati neki research, pač fizik sem drugače po izobrazbi. In tam, pač to je bil sicer Erasmus, ne, ampak ta Erasmus v Angliji izgleda malo drugače, da poskrbijo za tebe, zato ker ni nekega communityja, zato ker je kar out of the ordinary, da sploh, ker to te univerze, kjer moraš pač ful cvenka plačati, da lahko priješ tja, tam ne marajo Erasmus študentov, tako da v bistvu sem bil eden redkih, tega sem imel dosti časa in sem hodil na ful nekih predavanj in tam je bilo v Cambridgeu dobesedno, šel si na eno spletno stran in si videl vsak dan je bilo enih 25 predavanj v različnih departmentih za javnost in se šel na enega in je bilo pač od totih nekih Our World in Data ljudi, ki so pač nekako povezani s tem effective altruism movementom in sem potem v bistvu tam videl neke letake, pa imeli so neke korenčke v ledu, pa so mi bili ful dobri za jesti, pa sem se tam nekaj menil in sem potem čisto malo v te vode zapadel, v teh effective altruism zadev, kar ne vem, če poznaš. Kako bi razložil to navadnemu smrtniku, effective altruism? To je preprosto, zdaj kaj se s tem movementom dogaja, aleluja, sploh nočem o tem razmišljati, o tem govoriti, ampak primarna ideja pa je bila, če se že, recimo, da imaš ti neka filantropična nagnjenja, ne, se pravi, da hočeš pomagati svetu, hočeš pomagati ljudem na drugi strani sveta, ljudem tukaj, živalim, karkoli, ne,
obstajajo bolj efektivni načini, pa manj efektivni načini, ne. Se pravi, ko ti nekdo reče, daj 10 evrov za afriške otroke, ne, ti pač daš to, pa ne, 3-krat pomisliš, ali je to dejansko efektivno ali ni, ne. Ali obstajajo organizacije, ki to delajo boljše, ali delajo to slabše. In dejansko pač ta movement je ugotovil, da ne samo, da obstajajo organizacije, ki delajo to slabše in boljše, ampak obstajajo organizacije, ki to delajo 100-krat boljše, 1000-krat boljše. Se pravi, da 100 evrov gre lahko za 100-krat več ljudi, ne, 1000-krat več ljudi. Pač to je osnova, ne, tega movementa, ampak potem so se tudi začeli ukvarjati s tem pač, kaj so dejansko najbolj pressing problems v svetu, ne, ki je pač največ trpljenja in kaj je še ena zadeva Effective altruizma, je pač neki framework prioritizacije, ne. Oni pogledajo, kako velik je problem, se pravi, na koliko ljudi vpliva, recimo, pogledajo, koliko denarja oziroma resursov že gre v ta problem, se pravi, ali je zanemarjen ali ni, ne, se pravi, ali bo nek dodaten effort dejansko prinesel ful dodatnih zadev, ker je zadeva zanemarjena. Tretja zadeva pa je, ali je problem sploh rešljiv, ne. In dejansko so kot eno izmed teh huge problematik identificirali tudi intenzivno živinarja. Mislim, zdaj sem šel tako malo okoli, da je to ti Effective altruizem razlog, da sem šel v živali. To je bolj razlog, zakaj sem opazil, da stvari gre delati na boljši ali pa na slabši način. Efektivno ali neefektivno. Tak. Omenil si eno stvar, je problem sploh rešljiv. Malkrat pomislimo sploh na to, ne. V bistvu, ne vem, a kaj pol največ denarja dobil na organizacija, ki ima v bistvu najboljši marketing, ali kaj? Ki največ dela na tem, da novi ljudje dajo noter denar, ali... Mogoče. Ne, mislim, se te nočem postavljati. Mislim, nočem reči ker ne vem, ker dejansko ne vem, ampak verjetno Mislim, oziroma tako bom rekel, definitivno obstajajo organizacije, ki delajo boljše. Sej to. Ki so najbolj znane, recimo. Hočem pripeljati do tega, da si mi kot ljudje, tudi če imamo neka filantropska nagnjenja, ne vzamemo sploh dovolj časa, da raziščemo, kam bi to dali, ampak že samo dal sem, to je to, zdaj sem jaz svoje naredil, ne, v bistvu. Točno to. Je malo egoistično, ne, mislim, površinsko, ne vem, kako bi rekel, no. Naivno, Po mojem ni toliko egoistično, kot je naivno, in je zanimivo, zato ker povsod drugod se ne bi tako obnašal, ne. Recimo pač, če kupuješ katerikoli izdelek, če kupuješ avto, recimo to, kaj vi delate tu, ne vem, te se ne odločaš tako, da te greš malo deep research narediti, pa je to za moje potrebe. Tam pa je v bistvu akt dajanja denarja je tebi nekako dovolj, ne, in v bistvu ne pomisliš, kako daleč gre ta denar. Točno to. Ni v bistvu namen tega, zakaj si dal, se kar malo zgubi, ne. Kaj misliš, da bi ljudem pomagali, če že na kakršen koli način hočejo prispevati na tak način, kar se mi zdi, da je zdravo za vsakega človeka, ne, da nekaj najde, kar bi rad podprl in to tudi podpre. Seveda, če mu to situacija omogoča, ne, če je kdo zdaj v survival modu, se razume. Tako, kako bi se ti mogoče lotil nekako researcha tega? Kako bi ugotovil, katero podjetje oziroma katera organizacija dela boljše? Odvisno od problematike. Ne vem, pač ful je tudi odvisno od vrednot. Za tako bom rekel, tudi specifično Effective altruizem pokriva zelo ozko območje filantropije na nek način. Recimo, da se lotijo problema, kako najboljše preprečiti malarijo v podsaharski Afriki. Te bo pač ugotovili, kjer so najboljše organizacije, ki to preprečujejo, ne? In tako kot sem rekel, tu so organizacije, ki so 1000-krat boljše od povprečne organizacije, ne? Ampak v bistvu je prvi korak, da ti ugotoviš, kaj ti sploh, pač, kakšne so tvoje vrednote, da veš, kaj hočeš podpirati, ne?
Ja, mislim, če greš na neke tudi effective altruizem spletne strani, ti bo mogoče malo razširjalo obzorja, kaj so problematike v svetu, ne? Ampak zdaj to tako zgleda, zdaj bo rekli AI, pa potem je ta factory farming, ne? Pač tudi intenzivno živinoreja, itak revščina, pa ponavadi ne revščina tukaj, ampak revščina tam, kjer so res revni, ne? Potem, kaj so še zadeve? Ne vem, ful se ukvarja zdaj z biovarnostjo, se pravi pač prihodnjimi pandemijami, pa kako se pripraviti na to, ker ziher bo to prišlo. Ne vem, pač... Global warming. Do your own research. Vem, ja, mislim... Ja, global warming to je, seveda. Ja, itak, ja. Ne. To je neki spet, kamor se veliko enega denarja v marketing poriva, pa enih novic, ampak bolj iz tega vidika razmišljam, zakaj kle v Sloveniji, recimo, ali pa lode to sam čez moj filter, se ne odločamo, da bi bolj podpirali ljudi, ki se kle trudijo narediti neko spremembo, ne? Tako, recimo v tem primeru ti, ja, veš, na kakšen način kaj bi mogli vi narediti, da bi več ljudi izvedeli za te stvari, ki se dogajajo, ne? Imeti boljši marketing. Ja. Oziroma ne, jaz bom rekel, pač treba pokazati, mislim, v duhu tega, hočeš biti efektiven in ja, potem drugi del pa je, da pokažeš, da si ti tista organizacija, ki pač res zadeve lahko zrihta za malo denarja, kako naj rečem. Ne vem, to je zdaj taki full framework, kako denar pretvoriti v impact, malo je ciničen, ampak, mislim, ni ciničen, malo je taki hladen, ampak ja. Ja, mislim, tudi če gledaš, to so spremembe, ki se morajo zgoditi tako na velikem nivoju, da je ta pravi efekt zate dosežen, ne? Ni to zdaj več ljudi za to ve in problem je rešen. Ne, niti približno. Mogoče bo to ustvarjalo nek dodaten pritisk, sam ne predstavljam si, koliko enih stvari se mora pol še zgoditi, da ti v bistvu kaj moraš zakon spodbiti ali oziroma ne spodbiti, ustvariti. Ful odvisno od problematike, tako da daj mi neko problematiko. Ja, ampak če greva na tvojo specifično, ne, s tem, s čimer se ti ukvarjaš. Ja. Pa se mogoče vrneva na začetek, tako. Ja, se pravi, ti si potem začutil nek klic po tem altruizmu, kakorkoli, in kaj so bili pol naslednji koraki, kako si štartal z tem poslanstvom? Aha, ok, tako bom rekel, kaj je dejansko mene gnalo tako navznotraj, ne. Jaz sem pač, potem, ko sem videl, kaj gre delati, ne, kaj je neka organizacija počnejo, ne, sem pač pogledal cel kup nekih videov na YouTubeu, pač iz konferenc, ne, specifično iz Animal Rights konferenc, pač, ok, ta pristop. In potem, ko sem se vrnil v Slovenijo, sem bil pač v bistvu samo frustriran, zakaj tega ni tukaj, ne. Pač zakaj nihče ne objavlja investigacij, pač to je ena najbolj pač močnih stvari, kaj jih lahko narediš, ne vem, za izobraževanje javnosti ali pa za premikanje tukaj nekih zadev, zakaj nihče ne dela kampanj, ne. Tako da v bistvu vedno je bil vsaki nadaljnji korak, nekako izhaja iz frustracije, da se to pri nas v Sloveniji še ne dogaja. Zdaj pa, kaj specifično, ne, tako sem rekel, najprej je organizacija, smo formirali, pač 3 co-founderji smo bili, okoli objavljanja teh posnetkov iz slovenske živinoreje in tam je bil glavni point pač pokazati, pri nas je isto. Pač ljudje pač včasih vidijo te posnetke, pa so iz Amerike ali pa iz Avstralije, pa tako reče, aha, to je tam. A pa celo iz Poljske, aha, poljsko meso, joj, kako je to slabo, tam ful slabo za živali skrbijo. Pač, ne, pa zadeva je, kakva je tehnologija v industriji, pač tej intenzivni živinoreji, ne, in tehnologija so kletke, so pač neki zelo efficient sistemi, kak je pač žival pač popolnoma omejiš, daš ji zafotrat, daš ji nekam, da se lahko poserje in potem jo v bistvu obravnavaš totalno kot mašino. Ti daješ hrano, pač večinoma so to žita in ona iz tega proizvaja pač ali mladiče ali pa ne vem,
jajca, mleko, pač živalske izdelke, meso. Ne. O, moj bog, stari, sploh ne morem pomisliti na to zdaj. A si v tem času, se pravi, ko si se za to odločil, a si šel pogledat, kako to zgleda, kot tudi sam? O tem težko govorim. Aha. Ja. Mislim, ko bo preteklo dovolj časa, bo lahko o tem govoril, ampak no, na kratko, ja, seveda. Ja. Očitno se te je dotaknil, ne, kaj to vidiš, verjetno. Pa, veš, kaj bom rekel, dotaknilo se veliko prej, se pravi, preden je to postala moja misija, potem pa, ko se enkrat začneš ukvarjati s tem, pa je pač vidiš to kot jaz sem tu z nekim namenom, to treba pač pokazati še drugim ljudem. Nisi tak, da bi nekaj ful čustven postal poleg tega. A si mogel aktivno na tem delati, da si se tako čustveno stabiliziral iz tega vidika, da se ne pripenjaš preveč z emocijami na to, ampak razumeš, da je pač taka situacija in da nekaj delaš za to, da pomagaš? Aktivno, ne vem, jaz bom rekel, da to pride s časom, ne, pač ko se enkrat pač ugotoviš, da je ta problematika res pač ful bedna, ful brutalna, koliko enega trpljenja pač povzročamo živalim. Potem se počasi skuliraš, definitivno pa se najbolj skuliraš, ko vidiš, da lahko nekaj narediš glede tega in ko vidiš neko pot naprej. Mislim, se je tak, ne, pot naprej, ne, pot naprej je včasih treba gledati 100 let naprej, ker do takrat se nekaj res korenitega ne bo spremenilo, ampak tako malo po malo, da se živalim vsaj izboljša njihova mizerna življenja, to pa gre in to ti pač neko upanje daje, da vsaj pač delaš v dobro smer. No. To je tako nekako, da bi pričakoval, ko vržeš seme v tla, da boš jutri sedel v senci drevesa, kar rab 20 let, da zraste. Recimo, ja. Ja. Kar je kar tako, mislim, je nek tak delayed gratification, oziroma sploh ni gratification, v bistvu je, verjamem v to, da delam nekaj dobrega in to mi je dovolj. Ne rabim žeti jaz takoj sadove svojega dela. Ne? To pa ne bom rekel. Če si tak, da moraš čakati 20 let, da nekaj obrodi kot aktivist, kot ekipa, kot mislim, da zgubiš motivacijo, ne? A zgubiš motivacijo ali pa ciničen postaneš malo, pač moraš imeti neke redne zmage. Jaz mislim, da je to ena kar pomembna zadeva v pač teh mission-driven organizacijah, ne, da ti redno dosegaš neke rezultate, zato si tudi moraš cilje zastaviti tako, da so, kako se temu reče, da so pač malo po malo, ne, da so koraki, da niso samo pač na Luno bomo šli, ampak ne, najprej bomo Sputnik izstrelili, da vem, kakorkoli butasta primerjava. Da imaš neke milestone, torej, ne? Da imaš neke milestone, smiselno, zato da ti dajo neko smer, da ti držijo in pa da ti dobivaš neke kljukice, da si na pravi poti oziroma da se tvoje delo obrastuje. Pa da sploh vidiš, če delaš v pravo smer. Zato, ker ti si mogoče cilj nastavil, pa hodiš totalno napačno smer in to pač te pa 20 let zapraviš. Tako da ja, recimo, zdaj smo mi imeli cilj, da se v Sloveniji prepove baterijska reja kokošjih nesnic, kar je pač res obupen način odnosa do živali. Pač kokoš je v bistvu celo življenje pač namenjena za jajca, ne? Je celo življenje v žičnati kletki, prostora ima v bistvu za en A4 list papirja in se nekaj časa razmišlja, kaj bi bila dobra primerjava za človeka, ne? In je pač to tako, da bi človek celo življenje v enem Dixiju živel. Pač tam ima za srat, tam bi nekaj jedel, nekam pač, ko bi jajca valil, ne? V tem prenesenem pomenu, ampak to je to. Toliko ima prostora, cel life. In v bistvu kokoši tam v tej baterijski reji niso imeli niti dovolj, da bi si lahko krila razširila za res. Pač res obupni pogoji, no. Ki so pač v večini držav žal legalni.
Kakšen pa je, če pogledamo zdaj ta problem legalnosti tega, da je to dovoljeno? Ja. Kakšne se pa mogoče spremembe tukaj dogajajo? Ker jaz, kot sem na hiter research naredil, nekaj držav v Evropi je prepovedalo to že. Ja. Oziroma, ena je prepovedala, kot sem gledal, večina jih pa sledi. Ja, pač to ali večina sledi ali ne, večinoma je to odvisno od lokalnega aktivizma, kjer bo prepovedala, ampak ja, Avstrija je že lep čas nazaj recimo prepovedala baterijsko rejo in Češka nedavno tudi, pač cel kup držav, ne. Ja. Evo, Švica itak. Švica so že prepoznali kot obliko mučenja živali, Avstrija, Luksemburg, Nemčija in Češka to prakso že opuščajo. Tudi v Sloveniji se odziv javnosti in stroke nagiba k spremembam. Potrošniki vse bolj zavračajo jajca iz baterijske reje. To ima že stare informacije. To so stare. Ja, ne. Milestone, to kampanjo smo že zmagali. Zdaj julija letos in zakon je prišel v veljavo avgusta. Baterijska reja v Sloveniji bo prepovedana. Bravo. Ja, to je ratalo. Lepo. Ja. Kaj pa je še bo poleg? Ja, to je fajn, da tudi poveva. Ja, to je fajn, da tudi poveva. Ja, da nekaj po luftu tu govori. Ja, ratalo je. Hudo. To je bilo 2 leti kampanja, ki je vrelo pripravljeno, bom rekel, vrelo smo se lotili. Daj mi povej več o tej kampanji. Pelj me na začetek kampanje, kako ste jo štartali, kaj se je dogajalo, kako ste prišli do zmage, kaj je bilo, opiš mi malo, povej mi zgodbo. Začelo se vse že to. Samo malo. Ok, najprej tam neko obdobje, konec 2023 smo se v bistvu bil en kar dolg proces, več mesecev dela na prioritizaciji, oziroma se odločati, v kaj bomo sploh šli. Ker kampanjo bomo delali, konec koncev smo se te odločili za to baterijsko rejo, zato ker vpliva na res veliko število živali, 200,000 v Sloveniji vsako leto, ne? In kaj je meni osebno zelo pomembno je, da ja, pač prepoved baterijske reje kokošjih nesnic še v eni državi članici Evropske unije je dodaten pritisk, da se to naredi na nivoju celotne Evropske unije, ne? Zato ker Evropska unija slej ko prej vidi, razmere na trgu niso iste, to je pač vse notranji isti trg in pač to moramo porihtati, ne? In itak je v luftu že 15 let to, da bi se moralo to specifično prakso prepovedati, ker je pač tako fukeno odvratno in celo pač njihovo glavno strokovno telo je pač dalo zelo jasno mnenje, pač to je treba prepovedati, ampak seveda lobiji na drugi strani, politična neaktivnost, ljudje so pač, imajo druge interese, pač koga briga živali. Pač na neki nivoju Evropska unija zdaj. Ja. Mislim, ljudi brigajo, nas brigajo, ne? Ampak tako politično gledano, tam, kjer je pač se odločajo, pa tepejo neki interesi, pač živali ponavadi najebejo. In eden glavnih razlogov je, zato ker ni dovolj organizacij, ki bi pritiskale z njihove strani, ne? One same pa ne morajo, ne? Živali pač nimajo glasu v pač človeškem svetu, pač balda. Ja. Ok, najprej smo se te odločili, da bomo to delali, potem pa je bil, mislim, da kar pol leta priprave strategije, kaj bomo delali za leto pa pol vnaprej, kaj je dejansko zakonodajni postopek, kjeri so vsi pač, milestone znotraj njega, ne, pač nekako je treba najprej do predloga priti, kdo ga bo predlagal, bo to vlada, bo to skupina poslancev, bo to pač neka ljudska skupščina, ne, potem pa moraš pač iti čez prvo branje v parlamentu, drugo branje, tretje branje, neke komiteji so, ono tretje, ne, tako da v bistvu ta cel proces preštudiraš in probaš ugotoviti, kje boš na kakšen način pritisnil, kdaj boš malo več v medijih probal prodreti, kdaj boš malo več za zaprtimi vrati probal prodreti take zadeve. V full specifike pa ne morem iti. Ni panike.
Kako pa ste se z ekipo si omenil, ne, da imaš? Mogoče je caj, a lahko poveš, kdo je v ekipi? Ja. Ja, mislim, ne rabiš po imenih, koliko vas je, to me bolj ne zna. Ja, mislim, zdaj bom tako rekel, da smo trenutno 4, tako za res full jaderna ekipa, ker smo v Mariboru skupaj, smo 3. Ko smo začeli, smo bili tudi večinoma 3. Kaj, verjetno društvo, ne? Kot društvo smo se organizirali, ampak se da obnašamo preveč kot društvo, moram reči. Ja, valjda. Ja, ker tako bolj, kako bi temu rekel, bolj se kot zavod obnašamo, ne vem. Ja, sej v bistvu je bolj ne isto, no, sam iz vidika ustanovnih članov, pa ja, so se našla preveč to. Ja. Povej mi, kako ste se kot ekipa počutili, ko ste videli, da se dejansko odziva zdaj tudi nekako, da se ljudje, ki se morajo odzvati za to, da je pač vaš projekt uspešen, v tem primeru za baterijsko rejo, ne? Ja. Kako ste se počutili, ko ste videli, da kaže, da bo projekt uspešen oziroma kampanja uspešna? V redu. Dobro. Mislim pač, jaz osebno za sebe lahko rečem, kako svetovno zadeve grejo po planu. Pač dejansko smo se vrejo lotili. Ampak tako, valjda, ful si vesel, pa ful si hvaležen. Ker če tako rečem, kaj so bili deli kampanje, so bili pač tudi peticija. Peticija je bila konec koncev zelo močna, 30,000 podpisov je bilo, da se pač prepove baterijsko rejo, pa tudi rejo svin v kletkah, pač to smo nekako skupaj imeli. En influencer video smo producirali in so bili pač neki, tega Čorčipa si imel ti tudi tukaj, ja, to sem videl, ja. On je bil v tem našem videu, pa vsi ti ljudje so bili tako, voljda bomo to naredili, ja. Pa vse je bilo pač zastonj, ne vem, Nina Osenar se je ful angažirala, rekla, jaz vam bom produkcijsko hišo zrihtala, to vi nič ne rabite skrbeti. Tako da v bistvu ful pač je bil dober feeling, ker je ogromno ljudi pač res ima čut za živali, ne? In res hoče tukaj nekaj narediti in je samo pač treba zadevo reorganizirati, pa dati neko pot pokazati, kako naj rečem. Hodo. Ja. A je bila to prva kampanja večja? To je bila prva naša kampanja. Kaj se pa zdaj dogaja? Kaj se zdaj dogaja, pripravljamo naslednje. A lahko že poveš? Ne smeš nič govoriti. Ne. Okay, sam mogoče iz vidika, kako bo več ljudi izvedel za to kampanjo naslednjič, kaj lahko spremljamo? A imate vi kakšno spletno stran, da dam klevc spodaj vpis? Ja, imamo spletno stran, je pač tak, meni izgleda cool, ampak je kar neposodobljena, ni še tak, prijazna do ljudi, ki jo obiščejo, ne? Ker mi smo kot pač društvo AETP, mi smo pač naredili en korak, ne? Pač, tako kot sem rekel, začeli smo kot v bistvu samo jaz sem pravim AETP 1.0 verzijo, da samo objavljamo posnetke, ne? In smo se fokusirali in zdaj vi smo na spletki še vedno nekako komunikacija okoli tega, zdaj pa smo šli v kampanje, pa kaj dejansko lahko naredimo za te živali, ki so tukaj in zdaj, da se jim izboljšajo pogoj. Tako da, ja, itak imamo socialse, pač na Facebooku, pa na Instagramu, aetp.si, kaj še imamo? Najboljša zadeva, kaj bom, ko bomo imeli naslednjo peticijo zunaj, je, da se podpiše peticijo. Te tudi se pride na naš newsletter. Ja. Ok, hodo, se pravi, na newsletterju se pač te zadeve, ko prije do kakšnih takih zadev, da ljudje lahko podprejo s podpisom. Ja. Pa ne samo podpisom, to je v bistvu finta, pač cel kup nekih akcij organizira. Recimo decembra lani smo imeli akcijo pisanja tih pisem na roko, ministrstvo, ful dobra akcija, zato ker, sliši se pač arhaično, ne, ampak je dobra, ker so pač neke pravne cake, da morajo oni potem odgovoriti njih in jim pač malo zašopaš sistem, ne, in pač v bistvu s tem izvajaš pritisk, da jim to postane ena izmed prioritet na ministrstvu, ko bomo pač en cel kup prioritet, pa večinoma samo, da ne bom preč grdo rekel, ližejo, ne vem, pač, ja, kakorkoli, da delajo rado za živali, da. Tako da, ja.
potem mi na tak način delimo, kaj vse gre narediti za živali. Ja. Kaj gledaš nekak sceno, nas kot družbo zdaj, ne? Gre še malo v to smer pogled, pa bomo malo družbeno mislim, pogledali na družbo, pa kakšen je naš odnos na splošno, ko delaš neko raziskavo do tega, s čimer se ukvarjate, oziroma naš odnos do živali, bom tako rekel, splošen. Ker meni se zdi, da tako imamo radi živali. Ni tako, ne poznam človeka, ki bi hotel škodovati živali. Ja. Ampak istočasno smo pa zaradi lastne ignorance škodujemo živalim, sam ne vemo. Ker je to zelo lepo zapakiran v to, da ti si včasih mogel svoj steak ali pa, ne vem, drugače rekel, hrano si mogel samo jeti. Videl si, kako izgleda to, da ti ubiješ žival, kako izgleda to, da ti izrežeš kos mesa ven iz živali, ga obdelaš, spečeš in še lepo poješ. Zdaj nam je to oduzeto. Mi dobimo sam še narediti si ga ne rabiš sam, dobiš pred sebe. Kako vidiš, da kot družba, kakšne posledice ima to na nas kot družbo? Kako ti mogoče to perspektivo vidiš skozi svoje oči? Ja, z biločo dve zadeve. Okay. Eno je ta ignoranca, ki jo omenjaš, pač folk je ves čas bombardiran z marketingom, ki pokaže, ne vem, neke kravice na nekih planjavah, ne? Ali pa če pokaže embalaža kuro, je vedno na neki travi. Pismo res je, ali pa kaj tega, ne? Pač tako, da v bistvu te fopajo s tem bullshitom, da pač, ja, ta živinoreja, kako izgleda zdaj, to je še vedno taka ful naravna zadeva, ono tretje, za živali se lepo poskrbi, ne? To je en vidik, ne? Drugi vidik pa bom rekel, tudi če veš to, ne, pač kaj delamo živalim, kako trpljenje jim prizadejamo, ne pomeni to, da boš to moralno breme na sebe prevzel, ne. Večina ne, pač jaz imam cel kup frendov, ne, ki pač poznajo ful vredo moje delo, recimo, so gledali vse te posnetke, razumejo, kakva je problematika, in mislim, ne bo zaradi tega jedli manj mesa, recimo, tudi čeprav vejo, da so na nek način direktno ali pa indirektno odgovorni, ne, pač ne, ker jaz pač temu pravim, oziroma tako razumem, mi smo ljudje, pač nismo angeli, pač smo v bistvu moralno nekonsistentni v ogromno nekih zadev. In to je pač ena izmed njih. In ja, jaz pač vidim vizijo vnaprej, da čez čas bomo ugotovili pač, koliko neke škode prizadajamo pač ali drugim živalim ali naravnemu svetu in bomo prevzeli to moralno breme na sam, samo ne pričakujem tega od ljudi, bom tako rekel. Tako da zato je naš pristop, naša organizacija, našega društva bolj, da se dela na skupnih političnih spremembah, ne? Se pravi, dajmo mi kot družba skupaj stopiti in omogočiti živalim pač ali boljše pogoje, ali pa mogoče bo čez ne vem koliko časa to tudi pomenilo osvoboditev živali, ne? Ampak meni se zdi, da bo to pač družbena odločitev, ne individualna toliko. Ja, mislim, kaj pa misliš, da bi se moglo zgoditi, da bi prišel do tega? Do česa? Do osvoboditve živali. To pa je najtežje vprašanje. Ker je toliko daleč, ne, mislim. Ja. Jaz si ne predstavljam trenutko, da bi lahko karkoli. Ja, Kaj bi ti rekel? Ok, zelo naivni odgovor bi bil, vsi postanejo razsvetljeni, vsi postanejo budistični vegani, kaj zvem, vsi prevzamejo to neko etiko neškodovanja drugim, ne. Ampak spet, to ni realni svet, ne, to se ne zgodilo. Kako pa vidi dejansko, da bo politično prišlo do osvoboditve živali, prvič trajalo bo zelo dolgo, pa mislim, da bo veliko različnih vzvodov moralo biti potegnjenih, da bo prišlo do tega. Ne vem, zelo izjemno težko vprašanje. Ja, ker po eni strani zdaj logljam midva to iz vidika, da prepoveš, a ne, torej to ni mogoče, ne moreš več živali dobiti. Drugo, kar je bilo pa veliko bolj efektivno, je pa spoznanje ljudi,
kolektivno, Ja, da pač to se ne dela. Tako, kot se ljudi ne je. ja. Mislim, ajde, ne moram zdaj govoriti, da cel svet, pač imaš Ampak ti... tako se zlatih prenašalcev ne je. Recimo, ja, psi so recimo, a ne, Ja. tako, njih ne, a ne, no so naši ljubljenčki. A ne. Ja. Kar je ful zanimivo, a ne, glede na to, da kako smo pa to sprejeli, a veš, kaj mislim, a ne, zakaj pa smo pse ločili stran, a pa doma si tudi nobeni ni zlate ribice spekel, a ne, pa jo probal. Tako kar nekako klepa je prostor, a pa mački, klepa je prostor za ljubezen oziroma za to, da se jih ne je. Spet sprašuješ težko vprašanje. Ne vem, zakaj je tako nastalo, to je naša kultura. Tak je. Ker pač se veš, obstaja pa kulture, kjer je pač je opese, pa in to ni najmanjši problem. Ne? Ja, se to, ja. Ja. To pa ne bi rekel, da je zaradi lakote, a veš? A ja, ne, nič ni tu zaradi lakote. To je bolj pač, bom rekel, Hedonizem. navada, hedonizem, kultura, tradicija, to so ene take zelo človeku v bistvu pomembne zadeve, ki jih je težko premagati. Tako da v bistvu, kdorkoli postane vegan, recimo mora iti čez vse to te neke ovire, ne? Pa pač postati do neke mere malo bolj čuden. Mislim, ne dejansko čuden, ne, ampak pač v primerjavi pač v manjšino se daš, ne? In to nikomor ni prijetno, recimo. A bi rekel, a si ti vegan? A bi rekel, da večina, to zdaj ful ne bi rad delal nekih teh kao, večina veganov ali karkoli, ampak a je ključen razlog mogoče zate zaradi živali? A ja, za mene je ključen razlog živali, ja, definitivno. Vse sam zate lahko vprašam, v bistvu, nočem nekaj posplošovati glede tega, ker verjetno ima vsak svojo odločitev. Ima različne razloge ljudje. Ampak bi pa rekel, da je nekako največja pobuda za neko vegansko gibanje oziroma da nekdo postane vegan, so živali. Torej, da se prizanese živali. Kak komu? Ja, mislim... Čakaj, še enkrat vprašaš? Torej, da se ljudje večinoma odločijo, da postanejo vegani ne zaradi tega, da bi recimo spremenili svojo, kako bi rekel, nutristiko, prehrano, ampak iz sočutja. Ne vem, za svojo sestro lahko rečem, ona je iz okoljskih razlogov postala, ne, zato ker pač ima, če se prehranjuješ samo z rastlinami, ne, imaš dosti manjši vpliv na naravne vire, kot če se prehranjuješ živalmi, ki so pač 5-krat več tistih rastlin pojedla, ne? Pač to je ena taka logika, recimo. Ampak potem pa je ugotovila, oziroma ostala pa je veganka, recimo, za živali. To je en taki tipični pipeline. Ampak ne vem, te veganske zadeve, kako naj rečem, To je mogoče kontroverzno do mojih kolegov veganov, pač nekako ni... Ljudje se dostikrat ne obdržijo, ne? Se pravi, slej ko prej te družba nazaj posrka. Outcast. Pač ti si, Outcast si. Ja, neke vrste si, ne? In ljudje ful, ko rečejo, vse je easy. Ne, ja, easy, v smislu, pač bi kjer dobiš hrano v supermarketu. Tako da v bistvu dobesedno ali boš vzel iz te police ali iz te police, ne? Ali boš skuhal ta recept ali boš skuhal ta recept, ne? Tako v nekih simplističnih smislih je kar easy, ampak v tem nekem družbenem smislu pa ja, se pač v manjšino postaviš in ne vem, toti Martin Balog, po katerem smo se dosti v kampanji to izgledovali, on je pač dal to primer, oziroma ne primer, eno tako metaforo, pač, da imaš ti dolino, ne, in si pač, kot človek si pač ena, mislim, lahko vrejo to pa ponazorim, če samo govorim. Vse lahko poveš, probi, bo videla. Imaš tako eno obliko, ne? Dolino, ne? In se pravi, ti kot človek si ena kuglica, ne? Ja. In na dnu se ti najboljše počutiš, ne? Se pravi, gravitacija te bo vedno na dno vlekla, ne? In to dno je pač to ti najbolj tipični lifestyle, mainstream, pač to, kar vsi ostali delajo, ne? Čim se malo premakneš
je malo težje družbeno biti to, ne. In pač iz vidika zaščite živali, ne, če si predstavljaš je mainstream, to, kar je trenutno najbolj običajno je, pač da se je to te pač produkte iz intenzivne živinoreje, pač tudi, da se gre v cirkus, pa so tam neke živali, pa ti je bolj kot ne vseeno za to. Pač en cel kup takih zadev, kak pač imamo družbeni odnos do živali. Če greš levo, ne, recimo, če hočeš biti bolj okruten do živali, recimo, če hočeš imeti neke pasje boje, pa tak dalje, ne, to bo družba rekla ne, in ne moreš biti, in se boš pač moral skrivati, in boš moral pač, ni lagodno biti v tej situaciji. In če hočeš iti malo bolj desno, recimo iti proti, jaz pa jem samo organske zadeve, ne, mislim samo biomeso, ki pač ima iz stališča dobrobiti živali je recimo boljše, ali pa vegetarijanec, vegan, karkoli, ne, je to tudi malo kao teže biti, oziroma družba te vsaj malo pač penaliza za to. In se mi zdi, da je to ful dober framework, ki razloži, zakaj pač v bistvu številka veganov, ne vem, zakaj jaz to razlagam, zdaj poplula vlasto skledo, ampak je tak framework, ki se meni zdi ful cool, pač iz nekega, ki ima pač toti fizikalni mind, ki razloži, zakaj se v bistvu številka ali pa procentualno kako imamo zaščito živali ali pa koliko je veganov, da se to v bistvu ful malo spreminja, ne, skozi leta. In tako da potem, kaj gre glede tega narediti, dajmo to ti minimum začeti premikati na desno, proti vedno višji zaščiti živali, te bo vedno manj weird biti vegetarijanec, vegan, jedeti biohrano, vedno bolj weird bo jesti neke produkte, ko je pač kura bila v kletki celo življenje in je dobesedno trpela vsak trenutek svojega življenja in pač počasi, da se premika cela ta dolina v desno. Pač tak nekak jaz vidim v bistvu to, kaj je treba delati. V bistvu ta center, ki ga zdaj govoriš, ki je pač normalno, ne to levo, ne desno, ratuje drugačen. Zapravi bolj v desno, po zdajšnjem pogledu. Drugače, jaz sem bil na Tajskem in tam imajo pa te cockfighte, ne, z petelinje boje. In to je tako pač. Normalno, to so stadioni za to, stadioni. To so ljudje, ki so, mi smo šli na Muay Thai, takrat smo šli v eno, to so džimi kratko, sretulce, ne, imaš ti odprt džima, ne. Ne vem, si bil kdaj na Tajskem? Ne. V glavnem, in mi smo bili v tem džimu in pol, ko smo zaključili z treningom, smo šli do avta in sem jaz videl, da se ful nekih ljudi zbira tako zraven in da napolno neki se derajo, ne. In sem pogledal in so imeli na televiziji gor petelinje boje in stavljali denar, denar pobirali, ne. Torej stavljali so na kjer petelin bo zmagal, ne. In jaz pač dejansko nisem mogel verjeti po eni strani, da se to danes dogaja, da pač je to toliko popularizirano v tem delu sveta, ne. In se peleš po cesti in imaš plakate. Tako pa ne za fuzbal, tam za to, ne. In si tako, očitno res kolektivno niso pač niti približen, kad bi rekel, da se to ne dela. In če v to preslikaš, smo mi relativno ne. Proti temu, če greš na ta način primer. Proti temu smo relativno Ampak ta relativno, bi jaz rekel, 5%. Vprašanje za mogoče, jaz smo zelo tako vprašanje, ki daje ljudje manj možnosti integracije. Tako, zdaj skozi to, kar te jaz poslušam, kot consumer, kot nekdo, ki vodi trgovino, kaj lahko naredim za to, da ne podpiram recimo teh korenitih vode. Torej, baterijska reja, reja svinj v kletkah se omeni, a je še kaj tazga, da sem lahko pozoren. To naškaca? Ne piše. Za kokošja jajca piše. To je ena redkih izjem, ker piše, kako so bila narejena, kaj te torej zanima, kaj ti kot individualna oseba lahko narediš več za živali?
Rajna, specifično. Aha, ja. Prispevam že s tem, da ne kupim jajc iz baterijske reje. Sem zavesten glede tega in odprem trgovino naslednjič in ko kupam jajca, pogledam, kaj piše na škatli, če je baterijska reja, če ne teh hoče. Ja, seveda, ja. Nekaj je na tem. Ok, spet. Bi ločil dve. Eno je individualno, kaj lahko naredimo, ne? Drugo je družbeno. Pač individualno, ok, da naredim en taki ranking, da se rangira. Najmanj škoda narediš, če si vegan. Mogoče potem manj škode narediš tudi, če si vegetarijanec, ampak tam je še vedno pizdarija, ker pač mlečna pa jajčna industrija pač je taka, kot je. Če že ješ vse te produkte, potem pa je vprašanje, kje je dobrobit živali višja, kje je pa totalno za nič, ne? In tukaj je ena taka, bom rekel, ok definirana smernica je ta bio-label, ne? Se pravi bio oziroma organic, ima tudi specifična merila za to, ne samo za to pač, kakšen futer dobijo te živali, ampak tudi v kakih pogojih živijo. Recimo kokoš specifično iz bio pomeni, da ko je v hlevu, jih je 6 na kvadratni meter, kar ni zdaj bogi batina, ni zdaj to neki luksus, ne, niti približno, je boljša alternativa, ampak kokoš v bioreji ima tudi obvezen izpust na travnik, ne, in tam pa ima recimo ena kokoš 4 kvadratne metre travnika za sebe. Tako da iz stališča kvalitete življenja živali je to recimo boljše. In zdaj, če greš po vrstah, če gledaš prašiče, govedo, ne vem, ribe, če sploh ima ta label, dvomim, nismo se še nekaj ukvarjali s tem. Pač ja, je bio neki pokazatelj. Kar se pa tiče vsega ostalega, pa ja, pri jajcih, ne, je označeno, kakšne so različne reje, pri vseh ostalih izdelkih pa ni. Oziroma, še en taki heuristik je, ki bi lahko rekel, če je pocedi, je gotovo slabo, ne, iz stališča trpljenja živali. Mislim, gotovo, zato ker... Ja, pizdaviš, ne se spomni potrebnistu. Ker gledamo samo nekako čez to kapitalistično prizmo, a ne zakaj bi za ta jajc dal zdaj več, če se tega se isti jajc. Zakaj bi, ja, fajn. Se pravi, dejansko optimalno bi bilo, da bi kupoval to od Knete. Torej, od nekoga, ki... Če dejansko veš, če dejansko si videl, ne, ker to... Ni da mass consumption pripelju do tega, da se je ustvarjalo to samo zato, da zagotovijo to potrebo po tej človeškem žreščnosti po vseh, da rado to hrane zagotavljati za ljudi. Mislim, ok, nek kmet ali je lokalen ali ni, pač deluje na trgu, tako da fida v ta mass consumption, kot si ga rekel, pač mislim, da tu ne gre razlikovati. Zdaj, kaj je res je, da v Sloveniji recimo so reje manjše, ne, to bo vedno naši nasprotniki rekli, se pri nas so reje manjše, ampak ni to point. Point je, kakšna je tehnologija reje. Point je, ali je tista krava, tisti bik, ali je celo življenje na ketni privezan ali ni. Pa je lahko to mala štalca, ali je to ogromna štala, ne. Tako da ni, iz stališča za zaščite živali ni nobene razlike tukaj, ne. Tako da ja, na to je v bistvu treba gledati. In to se odraža tudi v ceni, seveda. Ja, vedno dobro je spožiti. Na en klop tle greva, ampak pač jaz mi vseeno bašel. Omenil si se pa nasprotno. Kar mi je tako, kar malo čuden koncept, glede na to, zakaj se borite, ker je nekaj tazga, ker načeloma je dobro za živali. Kdo so nasprotniki, oziroma za čim oni stojijo? Težko vprašanje v resnici. Ok, tako čisto institucionalno gledano je recimo lahko se reče, da je glavni nasprotnik Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Ne? Oni so v bistvu reprezentativ kmetov in po pravici povedano večinoma reprezentativ ta večjih kmetov.
In pač, še tak, ne, pač kmetijstvo je žal, če bi bilo po mojem, to ne bi bila panoga, ki je na trgu toliko, ker je pač pridelava hrane, to ne bi bila osnova, to bi morala vsaka država imeti porihtano v nulo. Ampak pustimo, to je ena čisto druga tema. Mislim, en zelo tak tipičen način bi lahko rekel nasprotnik je kapital. V smislu, direktno si nasprotuje dobrobit živali in to, koliko lahko ti žival izkoristiš za čim manj inputa, da boš iz nje čim več denarja dobil. Tako da v bistvu to je glavno nasprotovanje. To si dobro povedal zdaj, ja. Ja. Ker načeloma, če bi se dal neko umestno varianto najdeti ali pa nek kompromis najdeti, bi mogel nekdo popustiti in dokler je ta kapitalističen mindset v tej meri, torej, da ti izcuzaš res ven iz, to je tako, kot toksično delovno okolje, pač za minimalno plačo čim več iz tebe vam potegniti. Ja. Se pravi, če bi se ta problem iz vidika, spet greva. Če bi se ta mindset okoli tega spremenil in bi ljudje dejansko gledali na tega, ki je na drugi strani, ne samo na lastno rit iz vidika tega, koliko lahko denarja vam potegnejo, bi se postopoma tudi ta problem eliminiral. Oziroma bi vratal vse veliko bolj humano, ker se ne bi iskali presežka oziroma 100% optimizacije, za mene. Ja, ampak to je spet, če bi te bi. In v te neke revolucionarne spiritualne spremembe jaz ne verjamem toliko, da se bojo ljudje, mislim, ker začeli ful odrekati, ker tako kot si rekel, pač potrošnik se v trgovini obnaša pač, da bo probal poceni za sebe dobiti. Ja. Tako da s tem pritiska na trgovca, da zagotavlja čim bolj poceni zadeve. Trgovec pritiska na živilsko industrijo, da čim bolj poceni zadeve dobavljajo. Živilska industrija hoče čim bolj nategniti kmeta in ga izkoristiti, da bo čim bolj oni poceni skozi prišli. Vsi hočejo neki margin potegniti, v tej dokaj kompleksni pa dolgi verigi, dobavni, in najkrajšo pa živali definitivno potegnejo, zato ker so pač tisti neki input. Tako da jaz v bistvu, namesto da se vseh teh 5 členov v verigi vsi nekako čudežno začnejo sami zavedati, mogoče pa ne bi smeli tako izkoriščati tega, ki je pod nami, pa več izžet ali pa biti v boljši pogajalski poziciji do tega, ki je nad nami, da se v bistvu to nekako zgodi kot politična odločitev, nekaj kot družbena odločitev, pa se recimo v našem primeru reče, take prakse do živali preprosto ne bo dovoljena. Ti ne boš smel živali stisniti do te mere, jo zapreti za celo življenje v eno malo natiščano kletko, da bo pač dobesedno samo mašina, da jo boš maksimalno izkoristil. Ne, pač to je treba za moje pojme rešiti zakonodajno, neki minimalni standardi. Isto se je zgodilo z delavsko zakonodajo, z okoljsko zakonodajo. Nekje moraš pač potegniti črto, da rečeš ti firmi, ne moreš se toksičnih odpadkov tako znebiti, da jih pač dumpneš v ocean, pa imajo vsi drugi problem zaradi tega. Ja, mislim, če se na primer vrnem prej, glede cen, ki pridejo do konca te verige in je cena v trgovini za nek produkt taka, čim nižja, zato da je čim več ljudi lahko kupa. Mava pol še zdaj ta problem, da pač eni ljudje res nimajo denarja, da bi si kupili kvalitetno hrano. Ja. In veliko je takih. In zdaj načeloma ali bi mogli biti vsi izdelki bolj dostopni, ali pa bi mogli oni dobiti nek dodaten, ful kompleksno rata. Ker se vržeš v sisteme noter, pa vidiš, da je to sam v bistvu, da smo mi tudi posledice sistema, da so naše odločitve, navade, posledice sistema, ki je bil ustvarjen z nekim namenom, verjetno. In pol odvisno zdaj, kdo ima največji vpliv na ta sistem, je, kako se bo zdaj razporedil po eni strani
tveganje ali pa kvaliteta življenja, pa po drugi strani humanitarnost oziroma kaj pa zdaj druga bitja, a ne, kako pa to zdaj na druga bitja vpliva. Enkrat sem gledal na YouTubeu, zadeve niso simple. Na YouTubeu imaš, ne vem, če si kdaj to spremljal, Spiral Dynamics se reče. Gre malo bolj v neko to spiritualno sceno, ampak govori dejansko, kako se naš ego razvija, čez kakšne faze gre, a ne? In da dejansko, ne vem, če kdo hoče pogledati, tam noter tudi govori dosti o tem, da šele ko prideš do določenega razvoja ega oziroma zavesti, si sposoben razmišljati na ta način, da imajo tvoja dejanja vedno posledice, a ne, in da za vsako dejanje pač se kako je že, cause and effect, a ne. In ja, meni je bilo ful zanimivo poslušati to, zato ker sem veliko bolj drugače sem gledal za ta vprašanja, ker sem se sprašal, pa kako folku to ni jasen, a veš, ker se vprašaš, kako vam ni jasen, stari, da, a ne, da res ni kul, da je žival v taki kletki noter zaprta. In pol je v bistvu, pol je pa sam različna toleranca, ker jaz jem meso, ne, in verjetno ga bom še nekaj časa jedel, oziroma ne vidim razloga, da ga ne bi, ne, in ne smatram, da je s tem kaj narobe, ampak se pa strinjam, da ni okej to, da pač žival res trpi na ta način, ne, da se do tega mesa pride kakorkoli. Sam sebe ne razumem zdaj, ko to govorim, ko slišim to zgodbo, nočem pa lagati kle, ne, ta veš, kaj mislim, ne. Ampak ja, down the road pismo večkrat pomislim na to, da kako bomo ljudje sploh preživeli iz vidika, če gremo res biti neka optimalna bitja za planet. Kaj se vrnemo? A veš, v katero obdobje se vrnemo življenja, ne? Ni se treba vračati. Klasični argument tukaj je, da kako naj rečem, optimalno. Kar se tiče porabe naravnih virov, ne? Ja. Je to pač, kako zdaj izkoriščamo naravne vire, je recimo, že če pogledaš Slovenijo, kaj slovenska polja pridelujejo. Koruza, kar povej. Rekel bi koruzo, rekel bi žito. Krušno žito, mislim krušno pšenico ali pšenico za futer živali. Po moje bolj za futer živali. Ja, mislim to ne, pač, kar se tiče, kaj je optimum, jaz znam zdaj prav biti tu preveč pameten pa rekel, kaj dejansko je optimum, ful je odvisno od različnih vrednot. Pač zdaj za nekega mene vegana bi bil optimum pač, da ni živinoreja. Ampak pustimo to, ne. Za večino ljudi to ni, ne. Ampak vem pa, v katero smer moli optimum, in smeri definitivno v smer manj živinoreje, definitivno saj nižinske živinoreje, da temu tako rečem. Ker recimo iz vidika porabe naravnih virov, pa koliko ljudi lahko ti prehraniš na svetu, je izjemno debilno in neučinkovito, da ti vsa svoja polja uporabiš za to, da boš nafutral živali, da boš s tem potem nafutral ljudi. In tukaj so ti conversion rate, tak najboljši so tam 5:1, calories in, calories out, v smislu pač, koliko kalorij žit nafutraš ti prašiča, da bo potem prašič pač nafutral človeka, recimo, ne, je 5:1. Veš kaj je to 5:1? Ne, čakaj, pri prašičih je še celo več, ampak je tudi 8:1, 9:1, se pravi, iz tega vidika bi lahko sprostili ne vem koliko zemljišč, ne, bi so pridelali ful ogromno več hrane za ljudi, in mislim, ko se ljudje sprašujejo, lakoti v svetu, pač joj, ni dovolj zemlje je dovolj, samo vprašanje je, kako jo uporabiš. Trenutno jo rodovitno. Rodovitna je zemlja, zato ker pač narediš s tehnologijo rodovitno, tudi če ne bi bilo drugače, pač to moderno kmetijstvo zna narediti. Ampak ja, pač res so tukaj neučinkovite rabe. Tega res se spet se vrneš na to, ne na to, kaj so potrebe, ampak na to, kaj so želje, na hedonizem, ono tretje. Ne? Se pravi, v bistvu pač
spet živimo v kapitalističnem svetu, ne, tega v bistvu se hrani bolj želja kot pa potreba, da. Ja. Ne vem, če se ti to zdaj smiselno Ne, povedal. si, definitivno si. Saj meni, no. Če greva zdaj nazaj, ne toliko dolg nazaj, greva lahko nazaj 50 let, koliko je bilo drugače iz vidika prehranjevalnih navad, mogoče Popolnoma mogla iti še malo drugače. bolj, ja, malo bolj bi mogla še iti nazaj, po moje. Ni treba iti več kot Niti ne. 50. Če pogledaš, a ne, že kako so naši detki, Ja. kolikrat so jedli dejansko meso in kako je bilo to smatran, stari, koliko se je spremenila, ne? Neskončna sprememba. Pač mora. Ja, klasično je, da se reče, pač dedki pa babice so jedli meso za nedeljo, pa za praznike, pa je to, ne. Mogoče jajca malo večkrat, ampak spet te kure so bile pač tam na dvorišču, pa jedle so Lastna ostanke pa oskrba. tako dalje, ne. Tako da ja, to je sprememba, da damo neko številko, ziher 10:1 vsaj. Ne. In zdaj, kjer smo, kam gremo? Kaj kažejo standardi, kam se premikamo? A gre še vedno na slabše iz tega vidika, a ne? Ali se že kaj krivulja, če si jo predstavljava, ne vem, kaj bi V Sloveniji gre na boljša, zdaj iz vidika živali, da rečem. Ja, Zelo počasi, ampak gre. no vse važen je krivulja. Na ravni EU-ja gre na boljše, na ravni sveta gre na slabše. Se pravi, s tem, da pač, da je Kitajska iz revščine prišla, da je Indija iz revščine prišla, da se Afrika tudi vedno bolj, vsi želijo imeti tudi zahodni standard, pač zgledujejo se tudi po naši potrošniški kulturi, tudi kar se tiče prehranjevanja, McDonald's, te pizdarje, ne, in pač to pa gre samo še več porabe mesa, še več živali in tu res govorimo o desetinah na desetinah milijard živali, ki so nekako žrtvovane na tem oltarju potrošništva, bom rekel. Se pravi, v bistvu nekako revščina bila... Ne revščina. Dobro, povedal. Ja, veš, kaj sem hotel reči? Če gledam tako, revščina dejansko bi pripomogla k temu, da ne bi. Sorry. Po moje, da ne bi. Ok, Hotel sem reči, da bi gledano, pripomogla, če bi čisto pripomogla hladno k temu. gledano, ja, manj živali bi najebalo v bolj revnem Sploh svetu. potrošništvo, a ne? Ja, Sploh ja, potrošništvo. Ampak gledati tako je butasto. Ja, Pač, ja. tako da lahko pa tudi gremo v bogatem svetu v smeri pač, da živali manj najebejo, definitivno. Ja. In tudi v razvitih državah je boljši odnos do živali. Ja. Ne zavedamo se pa, da v bistvu večina sveta je nerazvitega. Ajde, mogoče ne več. Če gledam Afriko, če gledam Azijo, če gledam Indijo, a ne? Sploh Indijo, če vzameva. Ampak tam kaj? Tam krava sveta žival, a ne? Meni se zdi. Nekaj je na tem, ja. Mislim, da je. Pri v hinduizmu, ja. Ja, ampak tudi njihova kulinarika bazira zelo na zelenjavi pa na rižu, a ne? Ja, res je, ja. Ja. Že iz tega vidika je drugače. Če pa pogledam Ameriko, kaj sploh je oni, stari? Še kruh je sladek. Ja, ovoj bok. A si bil v Ameriki? Nisem bil, sem pa okusil ta kruh že. Jaz sem prišel nazaj, stari, robajsek se vrate tam. Res pa, veš, pa nisem nič tako, da bi rekel. Ampak en dan prav hotel sem jesti eno solato, ne vem, neko solato s piščancem, pa koliko sem se namatral, da sem jo najdel, stari. To je pa fast food ob fast foodu. Plačal sem za solato, Caesar salad sem plačal 21 evrov, a ne? Za Big Maca pa plačaš 2 evra, 3. Ja. Ej, ko si me prej vprašal, kaj lahko individualno, ne? Ti kot mesojedec, ne? Ki recimo, da je mala možnost, da boš to spremenil, ne? Ja. Ker pač ljudje smo taki.
no judgment, pač res taki smo. Ja, je celo. Večinoma se ne spremenimo, tudi če smo soočeni z nekimi moralnimi pizdarjami. Je pač, če imaš na izbiro bik, pujs, piščanec, ne, je pač tak, ne, piščanec, vsi približno enako za nič živijo, ne, ampak, oziroma bom rekel, da biki malo boljše, ampak piščancev, ne, bo na neko določeno količino mesa 100-krat več moralo iti skozi sistem živinoreje, pa skozi klavnico, pa tako dalje, da pač proizveda neko specifično količino mesa. Veš, kaj mislim? Vem, kaj mislim. Isto, če gledava kilažo mesa, ki ga boš dubil, bo mogel veliko več piščancov biti, da ti dobiš recimo kilo mesa, ka pa samo če en del od krave oziroma bika oziroma pršiča. Ja, tako. To misliš. Ne, je grozno o tem govoriti, ampak ja, tako da če za poslušalce, ki pač ne bo šli vegi, pa če imaš malo feelinga za to, kaj hočeš narediti na individualnem nivoju, je definitivno iz nekega trade-off smisla boljše, da se gre na večje živali, kot pa na manjše. Ja, mislim, thanks, da vse greš v te tematike. Verjamem, da ti ni lih prijetno o tem govoriti skozi, ne, ali kakorkoli. Hvala, to sem ti hotel reči. Aha, okay. Ja. Zdaj ti bom dal eno tako. Fitness industrija, recimo, ne. To, tle je piščanc kralj, ne, meso kralj, itd. Pa daj mi povej, kaj jaz sem tukaj imel recimo Čorčipa in on je z Jakšeta sem imel tudi. Jakše veš, da je? Boštjan Jakše. Ringzabel. Če bi ti ga pokazal, po moje bi vedel. On je od Čorčipa v bistvu, kako bi ti zdaj to razlogal? Nutricionist, balkane, pa ogromno da na to, na vpliv mesa, itd. Na nas in v bistvu na vseh faktorjev. No? In Čorčipo je on jedilnik zamenil v kakšno že presno hrano. Torej nič mesa, samo polnovredna zelenjava pa stročnice, mislim, da, ne? To ni presno, verjetno. Presno je to, ko samo oreščke ješ pa sadje. Ne. Pač verjetno veliko vege, pač. Ja. Ja. No, kam hočem iti s tem vprašanjem je, da Čorčip mi še zmeraj zgleda močen in tudi Jakše zgleda komadina, ne? Kaj pri veganski prehrani, če se pogovarjava, ne, koliko je polnovredna, koliko dejansko, kaj so neki miti mogoče, kaj folk misli, da te vegani, zato so vsi taki, ne. Daj mi malo o tej sferi povej, ne vem, koliko ne to gledaš, ampak ja. Daj povabi koga boljšega, da. Ampak ja, čisto tak, bazično, kaj tvoje telo rabi? Rabi nutriente, specifične makronutriente, mikronutriente, ne? Mikronutrienti pač minerali, vitamini, whatever, pa makro so pa pač carbs, pač proteini, pa beljakovine, pa maščobe, ne? In iz nekega biokemijskega vidika nima nobene veze, odkot so ti nutrienti prišli. Ali so prišli iz živalskih izdelkov, ali so prišli iz rastlinskih izdelkov, ne? Pač važno je, da ti dobiš te nutriente. In mislim, ja, pač dejstvo je, da vegani, ki so pač totalno buff, pa pune močni, pa tak dalje obstajajo, ne? In pač nekako dobijo te nutriente. In kar se tiče proteinov, čakaj, kaj moram iti čez čisto vse zadeve? Ne. Čisto iz lastne izkušnje me zanima, kako gledaš na to, ne? Kako zdaj lahko ti meni poveš, da tudi z veganskim načinom lahko ti še zmeraj si športnik itd. Ali pa, ne vem, da dobiš dovolj vsega, ne? Kjere so te stvari, ki jih dobiš, recimo? Kje dobiš? Recimo, za neke fitnessače so najbolj pomembni proteini, recimo, ne? Ja, pač namesto, da jih dobiš iz mesa pa jajc, pač dobiš iz stročnic. Brokoli, ja. Ne toliko zelenjava. Zelenjava ima ful
ful malo kalorij, pa vsega glede na volumen, pa nihče ne more dovolj brokolija pojesti, da bo iz tega proteina dobil, ampak pač stočnica predvsem, tofu. Ne, tofu je majka, pač ljudje mislijo, da je tofu pač, ne vem, kolega imam, ne, ko je pač bil, kaj te lahko veganski sir. Veganski sir, tofu. Ja, ne, ni veganski sir. Pač, soja, ne? To je soja, ja, ampak je pač full multipurpose zadeva in je pač lahko začiniš kakorkoli hočeš, tretje, ne. In potem pač mi kolega reče, probal sem tofu, da pač dal sem ga iz tistega ovitka ven, pa sem ga probal, to je kot kreda, ne, kak je to ogavno. Pa sem rekel, valjda, idiot, pizda, če si kaj košnicel kupiš, kaj ga kuj v usta zatlačiš, ali kaj, valjda, treba nekako pripraviti, ne. In tofu je v bistvu ful easy pripraviti, ne vem, ena na bolj easy načina je, da ga samo pač z malo omake poliješ in ga screš in je ful taka vrst teksturo ima, ful tote vse okuse pa na sebe prevzame, tako da ja, bazira na, bom rekel, kar tofujo, da. Dosti pa pač na fižolo, različnih fižoljih, leči, čičeriki, tretje, iz stališča proteinov, pač itak ima tudi žita proteina. Pol pa kaj, tako kot vsak fitnessač pač tepaš tudi protein shake, pa to ne. Da niso, sej niso. Samo enkrat ene proteine, kva so bili že neki karni. So bili prav iz govejih, pač predstavljali si prašek in je iz kolagena? Pismo, ne, če je verjetno je bilo iz kolagena in to je totalna bedarija. Ja, ni mi bilo. Pač tudi, pustimo vse veganske zadeve, ampak če kolagen je res slabi vir proteinov, pač ima tudi conversion rate pa sestavo amino acids ima ful slabo, tako da kar brezvezna zadeva. Ja, sam je pa za lepota, ne? Ne, ni. Ne, ni, sorry, pač spet. Meatbusters. Zdaj se greva Meatbusters tukaj, ker folk misli, da če poje kolagen, pa glede na to, da so vsa vezivna tkiva pač praktično iz kolagena, da bo to pač pomenilo, ne, to gre čez cel prebavni trakt, ti vedno zadevo najprej razdreš na aminokisline in potem sestavljaš ne vem, kite pa tak, pač de novo dejansko, ne, to se ne pretvori, vedno gre v tote, ne vem, kak naj temu rečem, v najmanjše Lego kocke in se potem spet sestavi v, pač da boš imel ti lepo kožo, tako da če ješ kolagen, to ne bo nič naredilo posebnega za tvojo kožo, ker ni to neka direktna zadeva. Ja. Ja, še malo Meatbustersov. Ja, pač samo sem bil v znanosti toliko časa, da so me te zadeve frustrirale, tako da zdaj bojem malo. Ja, čakaj, fiziko si rekel, a ne? Fiziko, da si študiral. Ja, biofiziko. Fizično sem šel doktorat delati. Ja. A si dokončal doktorat? Dokončal sem. Pa bi rekel, da si ga naredil. Dokončal sem ves research, napisati ga še dobesedno moram 2 meseca samo vreči v to, trdega dela, da napišem to, pa da zagovarjam, ampak mi ne najdem časa. Kaj pa je tematika? Katero tematiko si izbral? Delal sem na Alzheimerjevi in zdaj boš vprašal, kaj ima fiziko z Alzheimer. Pač pri Alzheimerjevi, če te slučajno zdaj zadeva. Hvala me zanima, če si to zbral za doktorat, očitno neki jekle noter, kar... Ja, pač to je glavna hipoteza, da če pač imaš Alzheimerjevega pacienta, ki umre, mu odpreš glavo, pogledaš možgane, vidiš, da so čisto neki zakrčeni, pa polno imajo teh amiloidnih plakov noter, se pravi, polno nekih agregiranih proteinov. In glavna hipoteza trenutno, ki vlada za nastanek Alzheimerjeve, je, da imaš pač te A-beta različne proteine, ki agregirajo, in zdaj glavna podhipoteza je, da v procesu te agregacije, da nastanejo neke toksične snovi, ki so pač toksične za celice. In jaz sem se specifično ukvarjal s tem procesom agregacije, oziroma z enim podprocesom, ki je dejansko zelo cool, ki je, da
Ja, to moram vse bolj na dolgo in široko razlagati. Res hočeš? Ti se odloči. Te pa rad, da bom. Ja. Ker vem, da so to take tematike, ki tudi če ti zdaj potrudiš, pa vse razložiš, zmer so verjetno taki termini noter in zadeve, ki ne bom polka razumel. Ne? Ampak zanimiv pa, ne vem, ne, ti si Parkinsonova, po moje. Jaz sem dopamin sem zdaj kar študiral, no, tako. Dopamin. Aha. Me je malo začel zanimati, pa povezava me z vedenskimi vzorci, pa z odvisnostjo. Pa ta pač dejansko okolje, ki ga imamo zdaj z telefoni, pa tem čip dopaminom, se pravi nekako konstantno iskanje nagrade podzavestno. Knjigo sem bral od dr. Ana Lempke, si slišal kdaj za njo? No? Dopamination je napisala knjigo. In mi je tudi ful bilo zanimivo in pa mi je bilo zanimivo, kako v bistvu je veliko tudi slovenskih ljudi v Sloveniji, ki se ukvarja z, malo sem ChatGPT vprašal za kakšnega gosta, s kom bi se lahko malo o dopaminu pogovarjali, in je velikih raziskval v svojih doktorskih študijih ali pa karkoli so delali slovenskih ljudi, mislim Slovencev, povezavo med dopaminom in med, zdaj pa ne vem, je bila Alzheimerjeva ali je bila Parkinsonova. Čist možno. A si ti kaj v svojih procesih ne z dopaminom? Niti enkrat nisem videl reference na to. Ja. Ampak da za da kompleksne bolezni, da ziher obstaja neki pathway, ki bo nekako povezali eno z drugim. Tako da, čist možno. Ja. Vse to, ja. Ker si zdaj v tem fieldu mogoče, kar se tiče fizike, pa kaj se rekel, biofizike, kje smo kot ljudje iz vidika tega, koliko vemo, koliko razumemo lastne mogoče možgane, telo itd. Na podlagi tvojih raziskav, researchov, ki si jih delal, kako bi nekako rekel? Glede razumevanja naše psihe, pa možganov pa tega, to misliš? Bolj iz svojega fielda, ne? To, kar je tebe zanimalo, se pravi biofizika. Mislim... Glede na tehnologijo, glede na vse, kar so do zdaj probali, vse, kar so ugotovili, glede na to, koliko je še vedno bolezni, ki so neozdravljive, kakšen je napredek? Ne vem, če si te prav človek, da to vprašam. Zadeve, ki so simple, pa ki so bazične, se pravi, ki so nekje na dnu realnosti, materialne realnosti, da tako rečem, tu je fizika naredila ogromno, pač nenormalno dosti zadev razumemo. In imamo res mogočne teoretične frameworke, ki ne samo da razlagajo naravo, lahko tudi napovejo pač neke naslednje stvari, kar naj bi bil point znanosti. Pač imaš vedno ta test, ne. Ko se pa gre v detajle, oziroma ne bom rekel ne detajle, ko se pa gre v kompleksnost, ko se pa gre v neko biološko bitje, recimo, kar je pač katerakoli celica, katerakoli živalski, rastlinski organizem, človek, tretje. Tukaj pa so zadeve ful težje, preprosto. Tukaj pa so bolj znanja specifične narave, ali pa so bolj, kak naj rečem. Tukaj enih drugih področji se povezuje med sabo, da je težko pač sklepati z enega, ali kako? Ne, mislim, vprašal si me, kako daleč smo, ne, in hočem pač samo povedati, da pri teh bazičnih zadev, kaj so glavne sile, ki vladajo materiji, pač elektromagnetska, šibka močna sila, gravitacijska sila, ne, recimo take stvari smo ful verjetno pogruntali, ne, v znanosti, potem pa neke zadeve, ko pa greš res v specifiko, kako se bo ta material obnašal, ki smo ga novega dizajnirali, da bi to pač poskušal preprosto napovedati, take stvari so težke, ali pa razložiti, kak človek deluje fizikalno, pač to je zelo težko, zato ker je pač toliko zadev interagira. Spet, ne vem, če sem dobro razložil. Dobro, težka tematika, ampak če že imam priložnost nekoga vprašati, ki mi da eno besedo ven, ki jo prvič slišim, tako je biofizika. Biofizika preprosto pomeni, da fizikalne metode apliciraš na biološke sisteme. Ni nekaj to ezoteričnega. Cool. Ja.
Ne smem te vprašati, kaj je naslednji projekt, kaj je naslednja kampanja, kaj mi lahko poveš o tem, kam stremiš v prihodnosti, s čim se, kam boš v fokus, kaj si želiš? Tako bom rekel, mislim tudi glede na pogovor. Kak jaz vidim zadeve, je, da vlada v Sloveniji, pa tudi širše med ljudmi, en konsens, kar se tiče zaščite živali, ki gre v smer specifično za rejne živali, bolj jih je treba zaščititi. Se pravi, pač to, da so kletke no-go, to, da pač imaš pač bika celo življenje na verigah no-go, to pač kak se kolje, pa da nihče ni nikoli kaznovan, pa accountable, pač no-go, ne? V smislu, da vidim tu neko pot za izboljšanje minimalnih standardov za to, kako živijo rejne živali, in to bomo mi delali dalje. Se pravi, da bomo delali nove in nove kampanje, ki bodo poskušale porihtati te problematike, kako bo šlo. Mogoče lahko naredite z AI-om en video, kjer živali zamenjajo ljudje. To so že ljudje delali. A že? Ja. Se valjda se že en to spomnil, itak, ne. To je bilo kar zanimivo za videti. Ja, saj ne bi bilo. Ja, nič, samo cur, kako je bilo prvič biti na podcastu? Pa nič, čisto okej. Je bilo v redu. Pač preprost pogovor, ja. Ja. Čeprav zdaj sem imel feeling, da moram pokrivati toliko različnih zadev, pa zdaj moram biti avtoriteta, da je zato neko moje mnenje, tu ful, malo dosti odgovornosti je bila, tako bom rekel. Ampak drugače cool, chill. Ja, mislim, jaz upam, da si ne boš preveč sam nakopil kakšnih misli zdaj čez to, a ne? Ne bom. Čist preprosto ukvarjaš se s tematiko, v kateri se po moje tudi ne govori dosti, čisto iz vidika tega, koliko vemo o tem, ne? Sej na konc dneva ne se pol sam vsak odloči, kako bo reagiral na to, ampak je pa dobra informacija nekako pripeljati iz enih virov, ki se s tem ukvarjajo. Boštjan Videnšek mi je eno stvar povedal, in sicer, ker sem ga vprašal, pa dobro, pa kako naj jaz informacije danes iščem, ne? Sploh, če se kakšne vojne kje dogajajo, kva ne, enega bom poslušal, me bo v eno smer nategnil, drug me bo v drugo smer nategnil, vsak bo se svoje dober nekaj govora, ne? In je rekel, ja, poslušal, nekaj so tam, a ne? In čisto iz te neke filozofije, ki mi jo on predal, tako dejansko gledam na stvari, in se mi zdi, da Puna cool, da si Boštjan obedal, zato ker to je pač edina zadeva, kar sem jo poslušal, preden sem prišel, ne, pač da vidim, kak je format, ker pač poznam njegovo ženo Majo, ne, in itak totalni car, tako da ja, ful zanimivo, da si ravno njega obedal. Kdaj si ga pa imel? Dolg nazaj. Dolgo nazaj? Boštjan Videnšek, stari, to je bilo okoli 50 epizode, po mojem. Aha, okej. Ja. Ampak ja, ena izmed tako najbolj dokaj na začetku je še bilo in več ljudi mi je rekel, da ker so videli, da bo on moj gost, da jih je ratal malo strah zame. Iz vidika pizda njega, pa ne vem, če bo shendlo, a ne. Ker je pač persona, je pač, stoji za svojim, ima neko svojo, kako bi rekel, karizmo, auro, a ne, in sem mogel iti kar tako, kako bi rekel, no, na nek nasleden nivo sem prišel, se mi zdi, s tem pogovorom, iz tega vidika, da res se da veliko pogovoriti s človekom, ki toliko ve, pa toliko ima nekih izkušenj, pa mu še zmeri dati spoštovanje, pa, a veš, prostor, da zasija, neko karkoli. Ja, samo njega si ful neka osebna vprašanja spraševal, pa sem mislil, da to bo tu je neka terapija tukaj, ampak to se ni zgodilo. Očitno baš to je drugače, ja. Po feelingu je, veš, po feelingu je. Jaz v bistvu gledam, kjera vrata ti meni odpiraš, a ne? Se ti meni veliko med tem, ko govoriš ti meni o stvarih, ti meni daješ vedno neke smernice. A ne, kam bi potencialno midva lahko šla, veš. Pa ne vem, mi enkrat omeniš ekipo, pa mi drugič omeniš ekipo, pa je srčen, da mi malo povejo ekipi, a ne, a veš. Ekipa je carska. Ja. A ste skupaj že isti od začetka? Ne, nismo isti. Na začetku je bila ena Betina, pa Neža, ko je bila tvoja bivša puca,
smo skupaj zaštartali in Betina je zašla iz zadeve, Neža tuji, pač nasploh iz aktivizma ven, kar malo škoda, ker Betina je pa bila res huge persona znotraj tega živalskega aktivizma. Aha. Ona je delala tudi neke fukine performance, ko je 100-kilskega mrtvega prašiča vlekla po Ljubljani okoli, pa neke take zadeve, pač zanimive zadeve. In ja, zdaj pa se je ekipa spremenila in je odlično. Zdaj smo tu išli bolj v profesionalizacijo, da temu tako rečem. Ja. Ni več samo bodimo aktivisti in delamo točno to, kar hočemo, ampak je bolj usmerjeno v efektivnost, delamo to, kar bo prineslo rezultate. Full over. Eno vprašanje postavim vsem gostom, najmo sem Boštjanu Gal, ne. Sej ni tako težko, ne. Če bi jutri umrl, kaj bi danes sporočil svetu? Ne vem. Ne vem. Ja, čakaj, cel svet bi me poslušal. Eno sporočilo lahko daš. Your mama so fat. Pač ne vem. Ne vem, veš kaj, ker jaz pomislim takoj na različni ljudje morajo različno slišati, ampak kaj, ne vem, Adi Smolarni pade na pamet, radi se ime, pač ful butasto. Zakaj je butasto? Legit. Veš zakaj? Zato, ker informacija mora priti do človeka v kontekstu, ne? Mora biti sprejemljiv za njo, pa tak dalje. Ampak, bom te to rekel. Ja. Ja, razumem, kaj misliš povedati. Je... Ful praktično, jaz doživljam to vprašanje. Ja, se vidim. Sej to je dobro je videti, na kakšen način jih doživljaš. Tako, skozi je mal double checkinga iz vidika pač, a je to zdaj res v praksi aplikativno, a ne? Ja. Ja. Ok, ampak če me kot živalskega aktivista vprašaš, pa lahko rečem, bojite sočutni do živali, nekaj tajega. Super, evo, ne? Ja, oziroma mejde v misli, pač njihove interese tu je pač, da, ja. Da so to tudi živa bitja. Ja. Ja, hudo. Vsaka za svojim notranjim mentalnim svetom, vsaka je svet zase, ono tretja, ne. To te lahko vprašam še, evo. Zavest pa živali. Ja. A si kdaj kaj to študiral? Te kaj zanimalo? Ja, veš kaj, to je ful zanimiv pogovor, ki je črto potegniti, ne? In to je en dober filozof rekel, pač, kjerkoli jo potegneš, ne? Kjer živali so zavestne, kjer niso, treba potegniti za svinčnikom, ker veš, da boš moral verjetno zradirati in jo potem mogoče potegniti kje druge, ne? Ampak trenutno je znanstveno kar konsens, recimo en specifični konsens je bil v Cambridgeu deklariran. Sesalci itak, definitivno, ne? Vsi sesalci. To vključuje pač tudi, ne vem, miši, pač pse, ljudi, krave, pujse, ptice, definitivno, ribe, definitivno. Pogovarja se, zdaj je v bistvu glavni pogovor, ali žuželke so ali niso, ne. In tukaj se nekaj tepejo, ali te socialne žuželke, ki pač dejansko morajo nekako evolucijsko imeti, oziroma so morale developati zavest, da lahko interagirajo s svojim okoljem, ali te imajo, pa nekatere nimajo, to so ene zadeve v luftu, recimo pravijo, da so čebele zelo močen kandidat, tudi da so zavestna, ne. Tako da ja, tukaj je za neki pogovor. Te klasične živali, ki jih mi jemo, ne, te pa so pač kar slam dunk. Ja, komar ziher nima zavesti. Upam, zato ker jih sovražim. Ja, ok, samo. Ja, nič, hvala ti, no. Hvala za zaupanje predvsem, no. To vem, da, ja. In hvala, da sem bil tvoj prvi. Hvala, da sem lahko bil tvoj prvi.
Ja, hvala tebi. Ja, thanks. Ajde. Ajde, kata, madej.